Zdravo, danes smo v Kostanjevici z našim kandidatom Jakobom, ki kandidira v Krškem. Jakob, kot predstavnik delavcev, kot sindikalist, povej mi, kakšno je tvoje mnenje o dvigu minimalne plače? Ja, dvig minimalne plače absolutno podpiram. Moramo se zavedati, da gre pri minimalni plači pravzaprav za plačo, edino plačo, ki jo določa politika, vse ostale plače pa se dogovarjajo znotraj socialnega dialoga, torej med predstavniki sindikatov in delodajalcev, oziroma ukoliko tega dialoga ni, delodajalci to urejajo z enostranskimi akti. Vedno, kadar je govora o povišanju minimalne plače, nekateri predstavniki kapitala in delodajalcev grozijo z skorajda koncem sveta, ki seveda se potem nikoli ne zgodi. Nobeno podjetje se še ni zaradi dviga minimalne plače zaprlo. Moramo pa biti fair in priznati, da dvig minimalne plače vedno za seboj potegne tudi eskalacijo vseh ostalih plač, kar je seveda za delavce v redu. Se strinjam. Kako pa odgovarjaš na očitke opozicije in pa nekaterih gospodarstvenikov, da bi lahko višje neto plače dosegli tudi z nižanjem davkov in prispevkov? Da, to je precej všečen in preprost argument, ki pa mu manjka širše pojasnilo, saj na drugi strani ne dobimo nikoli odgovora, kje bi izpad vseh teh prispevkov dobili, s čim bi ga nadomestili. Moramo se zavedati tega, da za skupno dobro vsi prispevamo. Da? In ukolikor zreduciramo davke in prispevke, recimo, da jih kar skenslamo, da jih več ne bo. Potem, če vzamemo delavca na minimalni plači, nekoga, ki zasluži 1500 evrov bruto, če ne bi bilo prispevkov in davkov, bi ta delavec namesto 1000 evrov izplačila pri plači dobil 1500 evrov. Ampak moramo se zavedati tudi tega, če ukinemo prispevke in davke, potem moramo vse storitve, ki nam jih danes država nudi, plačati iz svojega žepa in to po polni ceni. Zdaj pa mi povejte, koliko znaša polna cena vrtca v vaši občini in kaj bi polna cena vrtca predstavljala za delavca, ki bi namesto 1000 evrov zaslužil 1500 evrov. Pa je to samo en vrtec, da ne omenjamo še vseh zdravstvenih storitev in tako naprej. Skratka, tukaj gre za populizem, za katerim pa zadaj stoji velik interes po tem, da se socialno državo reže in da se ljudi sili v privatizacijo raznih storitev, kar pa vemo, da bo generiralo v še večjo družbeno razslojenost, družbeno neenakost, česar pa si menda ne želimo. Kako pa odgovarjaš na očitek, da je vendarle v Sloveniji delo preveč obdavčeno, preveč obremenjeno v primerjavi z kapitalom ali premoženjem? Da. Pri tem gre podobno za nek populističen diskurs. Delno to drži. Delno to drži, saj če pogledamo v proporc, je prispevek kapitala oziroma delodajalcev ali pa dobička v skupno dobro bistveno manjši od prispevka, ki ga prispevamo delavke in delavci. Tako da, če govorimo o tem, da bi, in verjamem, da bi to bilo dobro dejansko udejanjiti, izboljšali plače delavcev na račun znižanja njihovih prispevkov in davkov, moramo v isti sapi govoriti tudi o tem, da bi moral kapital, delodajalci, dobiček v to skupno dobro prispevati več. Zato pa bo potrebno dovolj politične volje oziroma dovolj poslank in poslancev v državnem zboru, ki bodo to ne samo zagovarjali, ampak sposobni tudi udejanjiti. Torej, Jakob, več delavskih pravic in ohranitev javnih storitev. Moj glas imaš.